Dobro, torej še enkrat lep pozdrav vsem, hvala za udeležbo. Danes so z nami naslednji govorci, in sicer Goran Novković, direktor Kluba slovenskih podjetnikov, gospod Martin Jezeršek, član upravnega odbora Kluba slovenskih podjetnikov in tudi pobudnik akcije za podjetno Slovenijo, gospod Marko Lotrič iz podjetja Lotrič Meroslovje. On je zmagovalec, pravzaprav sodi med zmagovalce našega natečaja. Gospod Miha Lavtar za podjetja OptiWeb, tudi zmagovalec natečaja, in Alen Osterman z podjetja OptiPrint, prav tako uvrščen med zmagovalce. Povezujem Tamara Štader-Pesjak, sem iz podjetja Taman Communications, bila sem tudi članica žirije v natečaju in agencija, ki je zasnovala to kampanjo, letošnjo kampanjo. Sedaj vemo vsi, kako je pandemija pravzaprav spremenila realnost in na vse zadnje to dokazuje tudi današnja novinarska konferenca. Zdaj, ko se pojavlja najprej zdravstvena kriza in potem gospodarska kriza, se je Klub slovenskih podjetnikov odločil, da organizira natečaj in najde zgodbe navdiha, torej zgodbe podjetij, ki so kljubovala krizi in se hkrati odzvala družbeno odgovorno. Natečaj je del torej letošnje kampanje za podjetno Slovenijo, ki spodbuja podjetniško miselnost. V tem trenutku bi predala besedo direktorju slovenskih podjetnikov, gospodu Goranu Novkoviću. Tamara, najlepša hvala. Lep pozdrav vsem predstavnikom medijev. Veseli nas, da v teh težkih časih lahko postrežemo tudi z dobrimi zgodbami. Zakaj ta akcija? Prav v krizi se je pokazalo, kako pomembna je vrednota podjetnosti za reševanje kriznih situacij, še najbolj v lokalnih okoljih. Zato smo letošnjo kampanjo za podjetno Slovenijo posvetili zgodbam navdiha v času epidemije. Naj na začetku opravičim našega predsednika, dr. Jureta Kneza, ki je na bolniški, in preberem njegovo izjavo, iz katere je zelo vidno, kakšno je poslanstvo letošnje akcije za podjetno Slovenijo. Izjava se glasi takole. Koronska kriza je pokazala, da smo slovenski podjetniki zelo družbeno odgovorni, da se nas dotaknejo potrebe in težave ljudi in okolja, v katerim delamo in ustvarjamo. Epidemija je hudo udarila po gospodarstvu in po podjetnikih. Številni so bili dobesedno čez noč postavljeni pred vprašanje preživetja. Z natečajem, s katerim smo iskali uspešne in dobre zgodbe pomoči v času koronske krize, smo v SBC-ju, Klubu slovenskih podjetnikov, dobili potrditev, da v Sloveniji znamo in zmoremo prebroditi težave in predvsem, da želimo pomagati svojemu okolju, ljudem in družbi kot celoti. Vse to me navdaja z upanjem in pozitivizmom. Zakaj? Prepričan sem, da je takih zgodb veliko več, kot smo jih identificirali mi. Slovenci smo trdoživi, prilagodljivi, inovativni in sposobni prebroditi vse mogoče ovire in krize, tudi sedanjo. Da torej imamo tiste lastnosti, ki so lastne zdravi podjetnosti in podjetniškemu duhu. Ta pa je vajen premagovanja kriz in nepredvidljivih dogodkov. Pa tudi, da znamo stopiti skupaj. Konec izjave. Tudi moja izkušnja, če jo lahko delim z vami, zlasti spomladi, je bila neverjetna. Sami podjetniki so nas klicali na SBC in ponujali pomoč, predlagali akcije za zbiranje sredstev za računalnike, zaščitna sredstva, medicinska sredstva in tako naprej. Ob velikem šoku in negotovosti se je pojavila največja solidarnost. Danes vam bomo predstavili 3 izbrane zgodbe, ki bodo nosilne letošnje kampanje za podjetno Slovenijo. A poleg teh so še mnoge druge zgodbe zanimive. Zato boste v gradivu po tiskovni konferenci prejeli še nekaj zgodb, za katere menimo, da si zaslužijo pozornost medijev. Seveda izbiro prepuščamo vam, so pa zanimive podrobnosti med njimi. Denimo, dostava svežega sadja in zelenjave na dom namesto podjetja. Rešitev za odpiranje vrat z nogo, prostoročni odpirač. Posebna telefonska linija za vprašanja o prezračevanju. Najem fizioterapevta za zaposlene, ki telovadijo z njim zaradi odpornosti. Uporaba kuhinje za obroke za dežurne reševalce zdravstvenega doma in tako naprej. To so ljudske zgodbe navdiha, ki so jih delili po Sloveniji podjetniki s svojimi zaposlenimi. Zato je prav, da jih v SBC še posebej izpostavimo kot zglede celotni slovenski družbi. Toliko zaenkrat z moje strani, besedo predajam Tamari.
Jaz bom pa sedaj takoj povabila Martina Jezerška, ki je bil član žirije v natečaju, da pojasni, kakšna merila pravzaprav je žirija uporabljala pri ocenjevanju. Lepo pozdravljeni, sogovorci in vsi mediji. Hvala za besedo. Rad bi povedal to, predvsem, da že samo inicijativo za podjetno Slovenijo želimo v klubu ljudem povedati, kako zelo pomembno je podjetništvo za razvoj družbe kot celote. In v bistvu s tem istim ciljem je nastal tudi natečaj Zgodbe navdiha, kjer smo se odločili, da želimo poiskati nekaj najboljših primerov in ljudem pokazati, kako pomemben je ta podjetniški duh, podjetniško razmišljanje v vsaki situaciji, tudi v najtežjih situacijah, kot je ta trenutna COVID kriza. Prejeli smo lepo število prijav in v komisiji oziroma v žiriji smo imeli težko nalogo izbrati najboljše. Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo nekako skladili naša pričakovanja in na koncu smo postavili 3 ključne kriterije, po katerih smo ocenjevali vsako prijavo. Prvi ta kriterij je odziv na situacijo. Torej, iskali smo predvsem zgodbe, ki so nastale kot posledica oziroma odziv na pandemijo. Vemo, da je v tem času veliko podjetij, ki so imela že prej postavljen nek poslovni model, so zaradi pandemije sedaj zacveteli. Mi smo iskali drugačne, torej tiste, ki so videli, da je nastal nek družbeni problem in so se odzvali in so želeli pomagati. Drugi kriterij, ki smo ga postavili, je širša družbena korist. Iskali smo namreč iniciative, ki niso zgolj poslovne ideje, ampak v osnovi rešujejo tudi nek novo nastali družbeni problem, so koristne za celotno družbo, v kateri živimo. In pa tretji, seveda najpomembnejši kriterij je podjetnost. Najbolje smo ocenili tiste zgodbe, ki so podjetne, se pravi, niso naprimer zgolj dobrodelne narave, ampak imajo nek tržni potencial. In v bistvu na podlagi vseh teh 3 kriterijev smo na koncu prišli do zmagovalcev, kateri so danes tukaj z nami. Še enkrat bi želel poudariti, da smo imeli mnogo zanimivih zgodb. Nekatere so bile izrazito dobrodelne, druge so bile izrazito podjetniške. Te 3, ki pa so danes predstavljene, pa smo ocenili kot najboljše in nekako najbolj uravnotežene in izpolnjujejo vse, kar smo nekako iskali. Torej vse te kriterije so nastale kot odziv na situacijo, imajo družbeno korist in so podjetniško naravnane. Prepričan sem, da ti zmagovalci res dokazujejo, kako zelo pomemben je ta podjetniški duh, o katerem govorimo, za celotno družbo. Iskreno verjamem, da imamo Slovenci v sebi veliko podjetništva in zelo optimističen sem, da nas bo prav to podjetništvo tudi pripeljalo iz krize, v kateri smo trenutno. Tako da z moje strani čestitke vsem 3 zmagovalcem, čestitke tudi vsem ostalim in pa hvala vam, da širite to pomembno energijo. Tamara, predajam besedo. Super, hvala Martin. Sedaj bom povabila gospoda Marka Lotriča. V času, ko se je življenje v veliki meri ustavilo, veliko podjetij je preko noči ostalo brez trgov in naročil, ste v Lotrič meroslovje želeli svoje znanje koristno uporabiti. Imeli ste na nek način čas in najpomembnejše ekspertizo. Naredili ste ventilator Diham in na pobudo GZS ter nekaterih drugih partnerjev. Kako ste, gospod Lotrič, v podjetju v tistem času govorimo torej v marcu, kako ste se počutili, o čem ste razmišljali? Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, se mi zdi predvsem, da izpostavim namen, šlo je takrat pravzaprav za humanitarno noto, ki je tudi predstavljala odziv na situacijo v času prvega vala COVID-19. Zdaj, sodelavci so nekako presodili, da imamo zadost znanja, da tega tudi posredujejo v eno zgodbo. Zato sem še kako ponosen, da smo v ta projekt res vložili veliko energije, časa in se so v bistvu ljudje delali tako po noč kot po dnevu.
Zdaj visoka res predanost projektu je pa na koncu pripeljala do izjemnega rezultata, ki ga je potrdila tudi zdravniška stroka. Sicer je pa tudi v javnosti doživel kar dober oziroma odličen odziv. Medicinski respirator Diham je plod skupnega dela razvojnih skupin, poleg naše tudi Domela, EKVB-ja, Tehnološkega parka Ljubljana, Zavoda 404, podjetja BPMC in pa NELE razvojnega centra. Predvsem je združevala vso znanje in izkušnje in nekako združila v en skupen namen Sloveniji zagotoviti lastni respirator. Na tem mestu bi se absolutno zahvalil zdravniški ekipi UKC Ljubljana pod vodstvom dr. Tomislava Mirkoviča, ki so nam pomagali snovati idejo, shemo respiratorja, dihali so z nami, nam svetovali in podajali tudi uporabniške zahteve. Lahko pa rečem, da je to vse skupaj z eno veliko odgovornostjo, da ga bodo potem tudi lahko uporabljali oziroma da bi ob dovoljenju zdravniške etične komisije in v primeru potreb reševanja ljudi uporabljali tako narejene medicinske ventilatorje. Razvit je do te mere, da ga lahko za pandemičnih razmerah uporabljajo, da se ga lahko uporabi, kar bi zdravnikom zagotavljalo, da lahko zdravniško oskrbo nudijo vsem pacientom in da ne bi bilo potrebno izbirati med pacientom, komu dati in komu ne umetno predihavanje. Kar je še posebej pomembno, naprava ne potrebuje nekega stisnjenega zraka, zato ga je mogoče uporabiti kjerkoli, tudi izven bolnišničnega okolja, torej tako kot so poljske bolnišnice, začasne namestitve v hotelih, v športnih dvoranah, kar je pač v pandemskih razmerah običajno lahko pride do takih stvari. Zdaj v našem primeru tako gre za turbinski respirator z lastnim motorjem, tako da za samo delovanje potrebuje električno energijo in v potrebi kisika še jeklenko tega kisika. Respirator smo razvili v treh načinih delovanja, in sicer gre za dvojni tlak, tako imenovani, takrat tukaj gre za primer, ko je pacient v komi in naprava sama daje takt dihanju. Potem naslednji je CPAP, tukaj gre za pacienta, ki ni več v komi, ki je buden in on diktira tempo dihanja, naprava pa mu pri temu pomaga. In pa zadnji način je high flow, to se pravi, da gre za pretok zraka obogatenega s kisikom, ki ga preko nosu dovajamo pacientu. Tako da v petek tistega 25. aprila smo s predstavitvijo respiratorja Diham na UKC-ju v Ljubljani zaključili prvo fazo razvoja. In že lahko rečem res, da je razvoj prototipa presegel pričakovanja tako samih razvojnikov kot partnerjev v projektu. No, mi se takrat tudi nismo ustavili, tako da razvoj poteka naprej, zaradi tega, ker je kar še nekaj za razviti, ker ga želimo postaviti tudi na trg, mogoče ne samo v bolnišnice, ampak v okolja, kot so DSO-ji, tam, kjer je pač do zdaj niso bili prisotni. Hvala lepa za enkrat. Izvoli, Tamara. Hvala. Hvala, super. Nadaljujemo z naslednjo zgodbo in sicer podjetje OptiWeb, ki deluje v digitalnem okolju. Morda ta kriza ni tako prizadela v smislu poslovanja, so pa oni zato prepoznali stiske in poslovne izzive nekih drugih, naprimer manjših trgovcev, lokalnih. Ti niso vajeni bili spleta, nekateri manjši trgovci in kmetje imajo celo pomisleke do učinkovitosti spleta. Lahko predstavite, Miha, kakšna je bila vaša rešitev za lokalne trgovce, ki so čez noč zaprli vrata, so ostali brez dobavnih verig, brez kupcev? Hvala, Tamara. Ja, v bistvu ta prvi teden te
krize je dosegel tudi nas, in sicer so takrat naročila šla konkretno dol oziroma so se projekti povzirali. In tudi mi iz nekaj odvečnega časa smo rekli, da imamo mi nekaj narediti in smo tako tudi stestirali našo agilnost, se pravi, smo v bistvu tudi sebe dali na nek preizkus in naredili nek paket spletne trgovine, ki je bil zelo prilagodljiv oziroma je bil dosti dobro narejen, da ga je nekdo vzel in smo ga v parih dneh prilagodili temu uporabniku oziroma stranki, da je lahko začela prodajati na spletu. Kako je bilo omenjeno, šlo je predvsem za pomoč nekim lokalnim ponudnikom, naprimer hrane, pijače, nekih drugačnih izdelkov, kjer v bistvu se mi v vsakem primeru zdi, da počasi je fajn, da gremo na bolj trajnostno, lokalno in se nam je zdelo tudi, da s tem tudi promoviramo ta del. Ker izziv je pa bil, da kmetje, predvsem mogoče kmetje in ostali obrtniki, niso vešči spleta in jim je to neka španska vas, ne verjamejo van in je bilo zelo težko v bistvu ljudi prepričati, da je to nekaj potencialnega. Kar nas je v bistvu pri tem projektu najbolj razveselilo, to je, da smo pomagali dejansko parim podjetjem, ki so delavce že imeli na čakanju, da so jih ne samo dali iz čakanja, ampak so tudi vzeli dodatne delavce. Naprimer, kmetija Postotnik je so povečali krog kupcev za 25%, maloprodaja se mi povečala za 22%, kar je tudi ogromen plus. Vse skupaj je pa temeljilo na tem konceptu, da so za trgovino plačali par 100 evrov, ostalo pa je bila provizija. Se pravi, če zadeva ne bi uspela, ne bi plačali praktično nič, drugače pa pač določen del dobimo tudi mi. In tako je v bistvu neka win-win situacija. Super je, ker določene projekti še zdaj delujejo, sicer pa je ta projekt trgovinca bil tudi za nas super, ker smo se prek tega povezali, pa sami sebi dokazali, da se da v kratkem času tudi marsikaj narediti. Hvala, Tamara. Odlično. Zadnja zgodba je podjetje Optiprint. Zelo zanimivo je, kako je podjetje Optiprint hitro prepoznalo potrebo skoraj vsake družine z šoloobveznimi otroki v tistem času. Pripravili so rešitev zanje, ki je bila tudi cenovno sprejemljiva. In s tem so seveda pomagali marsikateri družini, marsikateremu šoloobveznemu otroku, pa tudi staršem, ki so delali od doma. Torej, kakšna je bila vaša storitev, kako ste prepoznali potrebo Alen in kakšni so bili rezultati? Hvala za besedo in lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Tudi sami smo v podjetju določenim oddelkom, kjer je bilo to omogočeno, kjer je delovni proces to dopuščal, omogočili delo od doma in zelo hitro se je pokazalo, da za učinkovito in nemoteno delo potrebuješ tudi možnost tiskanja, kopiranja in skeniranja. Ravno tako smo tudi sami starši šoloobveznih otrok in tle smo se morali vključiti v sam učni proces. In tudi tu je marsikdaj zelo v pomoč, če si lahko kakšno gradivo natisnemo. Tako da je v bistvu iz te potrebe nastala ideja, da pomagamo tudi vsem ostalim staršem, ki imajo svoje otroke doma in se šolajo nadaljavo, vsem podjetjem, ki so zaposlene poslale na delo od doma samozaposlenim študentom, torej da jim omogočimo možnost najema multifunkcijske naprave kar na dom. V ta namen smo našo celovito rešitev brezskrbnega tiskanja, ki jo drugače ponujamo v dolgoročni najem, prilagodili na način, da smo vse to vključili v kratkoročni najem, hkrati pa ponudili možnost najema preračunano za zgolj 1 evro dnevno. V bistvu ta brezskrbnost pri najemu storitve je naša obljuba strankam že pri klasičnem dolgoročnem najemu. Tu smo poskrbeli za to, da to obljubo izpolnjujemo tudi v primeru tiskalnika to go. Tako je v najem vključena vsa podpora nadaljavo pri inštalaciji, pri sami dnevni uporabi, poskrbimo za vse, tudi za vklop funkcionalnosti, tiste najbolj praktične, recimo kot so scan to email, poskrbimo za to, da ima uporabnik na voljo vse kartuše, ki jih potrebuje,
Ker smo trajnostno naravnano podjetje, smo poskrbeli tudi za to, da se nobena kartuša ne zavrže, ker ravno to je največji problem, ki obremenjuje okolje, ker pač tega je ogromno, praznih kartuš in teh se ne da reciklirati. Zato pač poskrbimo za to, da se vse vrne in da uporabniki spet dobijo polne sete kartuš, ki jih lahko nadalje uporabljajo. In če smo s tem ljudem vsaj malo olajšali stres, ki so ga prinesle te spremembe, potem smo upravičili svoj namen. Zelo veseli smo bili tudi pozitivnih odzivov, recimo med temi so bili tudi taki, ki so nam sporočili, da zaradi nas veliko lažje prenašajo karanteno, česar smo bili zelo veseli. Vprašali ste me tudi za rezultate. V bistvu naš namen je bil pomagati vsakomur, ki se je soočil s takimi izzivi, s kakšnimi smo se soočili tudi sami, in sam rezultat v smislu števila oddanih tiskalnikov niti zares ni bil v ospredju. To se nekako zrcali tudi v tej ugodni ponudbi, ki je bila, kot sem rekel, 1 evro dnevno za najem, ki vključuje vse. Poleg tega vsak uporabnik še vsak mesec uporabe, če uporablja več kot en mesec, dobi ponovno napolnjen set kartuš. Širšo javnost smo za kampanjo Tiskalnik to go, printaj doma želeli obvestiti preko socialnih omrežij, da imajo na tak način možnost nemotenega poslovanja, brezskrbnega poučevanja otrok na domu. In na ta način smo nekako okoli 50 uporabnikov se je odločilo in je izkoristilo to možnost. Verjetno bomo tudi s pomočjo vaše kampanje bo še več ljudi izvedelo za to možnost in verjamem, da bo tudi to prispevalo, da še komu pomagam, da še nekdo izkoristil to možnost. Hvala, Alen. Sedaj smo zaključili sicer s temi predstavitvami o teh 3 zgodb, želimo pa povedati, da so te zgodbe in tudi vse ostale druge zgodbe, torej 7 v ožji izbor uvrščenih zgodb, plus vse ostale zgodbe, pravzaprav vsi ostali projekti, ki so bili prijavljeni, del programa za podjetno Slovenijo 2020 in namen in cilj tega programa je promovirati podjetnost v družbi in koristi, ki jo prinaša podjetnost za celotno družbo. Klub slovenskih podjetnikov verjame, da je podjetnost skupek lastnosti, kot so odgovornost, trdoživost, inovativnost, kreativnost, samoiniciativnost in povezovanje. In menimo, da je to razvojni potencial Slovenije, ki ga je treba še bolj spodbujati. Letošnja kampanja, letošnje video zgodbe smo predstavili na spletni strani www.sbczgodbenavdiha.si, bo link vključen tudi v sporočilo za medije in seveda v promocijski akciji, ki bo se odvijala preko spletnega oglaševanja. Sedaj bi pa, Goran, prosila tebe, če imaš morda še kakšno zaključno besedo, preden odpremo vprašanja. Predlagam zaključno besedo kar na koncu, pa kar predlagam, da sprejmemo vprašanja novinarjev. Ok, hvala. Torej vprašanja. Zdaj pa prosim vse, če se mogoče odmutate, no, seveda. Lep pozdrav, če lahko, Alen Salihović, Radio Ognjišče. Pozdravljeni. Jaz bi imel vprašanje najprej za gospoda Gorana Novkoviča. Mogoče kakšna je dodana vrednost teh podjetij v pandemiji? Dejali ste, da je pomembna. Bi lahko rekli, da so ta podjetja našla nek način in pomagala ljudem? In za gospoda Jezerška, ali Slovenci dovolj zaupamo tudi v tej pandemiji domačim slovenskim podjetjem? Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Da, natančno to. Mi smo iskali dodano vrednost, ne samo za podjetja sama, pa dodano vrednost, ki jo s svojimi projekti v času epidemije ta podjetja ponujajo širši družbi ali posameznim pogosto najbolj ogroženim skupinam. Recimo v tem primeru, če pogledamo te 3 zgodbe, definitivno so nas brali zgodbe, ki so pomagali ali bodo pomagale težkim bolnikom, kmetijam in delavcem na čakanju in staršem in otrokom.
To nam je bilo tudi pri izboru izjemnega pomena in zato smo tudi tako izbirali. No, da še jaz odgovorim, se pravi, če Slovenci dovolj zaupamo slovenskim podjetjem. Jaz mislim, da jim zaupamo, pa vendar je vedno prostor za napredek. V bistvu ravno to želimo s celotno iniciativo v bistvu dokazati in povedati in spodbuditi celotno Slovenijo, predvsem mlade, da v bistvu se podajo na podjetniško pot, zato ker podjetnost nujno potrebujemo, zato da ostane dodana vrednost v Sloveniji, zato da ostane know-how v Sloveniji, da ostanejo delovna mesta v Sloveniji. Mislim, da imamo veliko dokazov izjemnih podjetij in podjetnikov znotraj Kluba slovenskih podjetnikov, na katere moramo biti kot družba zelo ponosni. In verjamem, da projekti kot je ta lahko pripomorejo k temu, da dolgoročno bo tudi, bom rekel, slovenska podjetnost, slovensko gospodarstvo, bom rekel, napredovalo in ostalo doma. Tako kapital kot know-how, kot vsa delovna mesta in tako naprej. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? A imamo še kakšno vprašanje kakšnega medija drugega? Tamara, eno vprašanje v chatu. Aha, prav, ja. O predstavljenih uspešnih zgodbah me zanima, kateri pa so po mnenju govorcev ključni ukrepi, da se v prihodnjem letu čim bolj učinkovito začne domače gospodarstvo in ustvari še več uspešnih zgodb. S tem mislim bodisi na ukrepe na ravni države ali na ravni podjetnikov samih. Aljoša Črnko, časopis Delo. Aljoša, za komu pa postavljate to vprašanje? A si že, Goran, boš ti odgovoril? Lahko tu jaz, mogoče bo Marko Lotrič to vprašanje član upravnega odbora. Ja, lahko, hvala lepa. Drugače govorce sprašuje, je napisano v bistvu, na stri. Ja. Okay. Ja, hvala lepa za vprašanje. Se mi zdi zelo pomembno najprej, da vsi skupaj obvladamo to krizo. Namreč v Klubu slovenskih podjetnikov si želimo, da ostane industrija odprta, da gospodarstvo lahko deluje, da ostanejo meje odprte, zaradi tega, da pravzaprav enostavno lahko delamo. Seveda je to lahko reči, zelo težko je pa v današnjih razmerah zagotoviti, ker je pač na prvem mestu so življenja, potem zdravje in potem gospodarstvo. Verjamem pa, da se lahko pravzaprav en primer okolja, iz katerega prihajam, kaže na to, da če se zberemo skupaj tako podjetja, govorim za Sevško dolino oziroma Železnike, kot župan, ki je ustanovil to koordinacijo, šola, vrtci, zdravstveni dom, če se redno pogovarjamo, iščemo rešitve, smo uspeli v novembru znižati recimo incidenco 14-dnevno iz 3500 okuženih, kar je dejansko svetovni rekord na 100.000 prebivalcev, smo jo uspeli znižati na 50. Skratka, to je neka rešitev, se pravi, ki mora izvirati od doma oziroma iz družine, če ne tako rečem, iz družine, potem na neko lokalno skupnost in potem pridemo do tega, kar si pač vsi skupaj želimo. Želimo si odprte ekonomije, lahko pa rečem, da vsi skupaj čakamo na možnost seveda cepiv, ki bodo pa, verjamem, potem v drugi polovici leta lahko zajezila to epidemijo, kakorkoli. A bi kdo želel še kaj dodati? Miha, mogoče?
Sigurno mislim, da bo treba da se lahko iz tega marsikaj naučimo. Eno je to, da remote, se pravi delo od doma, da bo ostalo, da se bo temu treba prilagoditi. Ena izmed, dajmo reči, nevarnosti dela od doma je to, da bo vedno več ljudi delali tudi za tujino, ker so tam pač boljše plače. In če se tukaj ne bomo tako kot Slovenija prilagodili, bomo imeli sigurno težave. Na prvem mestu so to branže, kot je naša, se pravi neki programeri in podobni kadri, ki jih je težko dobiti in bo to ogromno izziv in bo treba marsikaj na temu narediti. Kot drugo, meni osebno je bilo zelo zanimivo v času te epidemije, pandemije, ta komunikacija politike, ki sem jo v bistvu primerjal s komunikacijo znotraj podjetja. In tukaj res mi je fascinantno to, ki vidim tudi pri nas v podjetju. Ko jaz poročam stvari, so večinokrat niso najbolj sprejete ponavadi, zaradi tega, ker enostavno šefi, v tem primeru države, politiki, so sprejeti tako, kot da samo ukazujejo, ampak mi se pa hočemo upirati, pač nočemo poslušati, zaradi tega, ker so oni zlobni, kako bi temu rekel. In pri nas v podjetju se zelo trudimo, da bi šefi percipirani, da bi bil vodstven kader, vodstvo percipirano drugače, da hoče pomagati. In hočemo dajati zgled in ne z ukazi naprej prenašati tega, ampak z zgledom. In če nam enkrat to uspe tako v podjetjih kot v politiki, bo to zmaga. Verjamem pa, da je do tja še zelo trnova pot, ampak lahko bi se vsaj trudili na temu delati, pa je bilo že marsikaj narejenega. Hvala. Miha, še kakšno vprašanje? Če jaz lahko še dodam, mogoče tlele, se opravičujem, 2 besedi mogoče. Jaz mislim, da sigurno je pravilen pristop, da je tudi to krizo potrebno videti kot izziv in se ne ustaviti. Recimo, jaz lahko povem, mi smo na primer kot Optiprint smo se v teh mesecih še dodatno angažirali, da smo našli partnerje v tujini, mi namreč to našo inovacijo neskončne kartuše oziroma neprekinjenega dovaja črnila tudi izvažamo in imamo 6 franšiznih partnerjev v tujini že sedaj in trenutno smo še pač v dogovori zdaj še za Češko, Madžarsko, Bolgarijo, tako da v bistvu smo izkoristili ta čas in mislim, da je pravilno ga izkoriščati tudi zato, da navežemo neke poslovne stike, da sklenemo dogovore, ker se tudi ti partnerji zavedajo, da ko bo enkrat spet štartalo gospodarstvo na polno, si bodo dejansko, je zdaj idealen čas za izkoristiti take stvari, ker vedo, da pač bo treba tudi pol naprej, če se zdaj že je idealen čas za sklepati takšne dogovore, no? Ki se potem dokončno lahko realizirajo, ko bo spet gospodarstvo štartalo, v vmesne čase pa lahko porabi za dogovor vseh detajlov, sklepanje pogodb in tako naprej. Recimo. In to je tudi ena taka stvar, recimo, ki se mi zdi, da je idealen trenutek za kaj takega izkoristiti. Goran, ti si še želel nekaj dodati? Ne, sam vidim, da gospod Osterman želi besedo, pa sem... Prav, okej, ja. Se opravičujemo, lahko Tamara dodam, malo se mi je zareklo in sicer preko sem navajal številke, bi sam želel poudariti, to se pravi, mi smo znižali incidenco iz 3500 na 750, kar pa pomeni, da je bilo v železnikih iz 240 okuženih v 14 dneh na 51. No, to, da bi to dopolnil, pa če lahko še en zelo pomemben, kar si v gospodarstvu želimo, je pa to, da se odprejo, ko bo za to primeren čas, oziroma čim prej vrtci in pa vsej prva triada, da bodo naši zaposleni, sodelavke in sodelavci lahko, bomo rekel, delali tako, kot so, oziroma da bo čim manj obremenitev, ki so zdaj res velike na njih, posebej tisti seveda, ki imajo družine. Hvala lepa. Hvala, Marko. Še kakšno vprašanje? Če bi slučajno seveda imeli težave še z mikrofoni, potem... Še enkrat bi jaz, Alen Salihović, Radio Ognjišče. Tle so ene spodbude, no, tako da sem zelo vesel teh spodbud, ampak vseeno bi mogoče en poziv vseh teh vaših govorcev, vsem tistim,
ki mogoče danes teh spodbud ne vidijo. Kaj sporočajo, bomo rekli, na eni strani družbi kot takšni, na drugi pa podjetnikom. No, pa bi prosil za vse tri govorce, če je mogoče. Hvala. Kateri bo začel? Marko? Lahko, ja. Zdaj, jaz mislim, da je tukaj noter ena spodbuda, je to, da se je treba najprej doma v firmi, mislim, prešteti in biti agilen, pogledati, kaj pravzaprav znamo. Sigurno imamo veliko izkušenj, veliko znanja. Pomisliti, kam bi lahko to, kako bi lahko to našo storitev, kako bi lahko to naš produkt bil odgovor na to krizo. Praktično, če mi, bom rekel, v prejšnji dobi smo delali, smo proizvajali, se pravi, so nas ljudje rabili, so nas rabila podjetja. Zagotovo nas rabijo še danes. Če nas ne ta moment in na način, ki smo ga do zdaj delali, zagotovo lahko to ponudimo na drug način. Verjamem, da so pa določene dejavnosti, ki so na robu preživetja, ki dejansko so zaprta čez 100 dni že do zdaj, onemogočena pač delovati. Za take pa verjamem, da so tudi skozi ukrepe, ki jih je že do zdaj država ponudila, pa tudi solidarnost tradicionalno v Sloveniji, ki obstaja, verjamem, da bomo skupaj zmogli vzpostaviti nazaj sistem. Velja nekaj, ne se ustrašiti, ampak poklicati in sodelovanje. Mi smo vse projekte, kar smo jih do zdaj naredili, smo jih delali v sodelovanju z drugimi. Na ta način se mi zdi, da malo breme preložimo tako na drugo podjetje, malo se naslonimo in iščemo to oporo. Jaz bi na ta način pozval k dialogu in pa sodelovanju. Hvala. Miha, boš nadaljeval? Alen ima mogoče zdaj še prej kakšno pametno. Hvala, Miha. Torej, jaz bi rekel, da pač zelo pomembno je in tle bi jaz tudi pač, če imam to možnost, apeliral na vse, poudaril, koliko pomembna je pozitivna naravnanost. In jaz res verjamem v to, da vsaka življenjska situacija predstavlja tudi priložnost. Od nas je pa odvisno, ali jo bomo prepoznali, in pozitivna naravnanost je prvi korak temu. To je, se mi zdi, ena taka pozitivna misel, ki bi jo pač še nadgradil s tem, da je veliko generacij v preteklosti se je soočalo še s težjimi izzivi. Tako kot smo kot družba premagovali pretekle izzive, bomo skupaj brez vsakega dvoma premagali tudi trenutnega. Tako da v bistvu jaz bi želel to poudariti resno, da dejansko da se zavedamo, da tudi ta kriza bo minila, dajmo jo izkoristiti, dajmo pozitivno gledati in ne obupujmo. To so nekako moje besede na to vprašanje. Ja, jaz se bi podpisal pod obe te dve, nimam tukaj nekaj pametnega, konkretnega za dodati. Absolutno se pa lahko precej naučimo iz tega. Pa mogoče odnosi so tisti, ki bi jih poudaril kot eno besedo. Če že v firmi, če so dobri odnosi, tole se mi ne zdi problem, da se sfura skozi, da se brez problema gre čez to, če ljudje razumejo, če šefi razumejo, če zaposleni razumejo. Isto je, enako je v družini, pri kolegih, ki pa gremo čez to, bo pa lahko šel sem na gor v osnovi. Važno je pa, da se iz tega kaj naučimo. No? Ne, da pozabimo to čez en mesec, ki bo vse lepo. Ni poanta tega, da se pozabimo, ampak da se ta boljše stvari vzdajo, pa ta slabše, da se zapolne. Ja. Torej, kar je super, je, da podjetniki ostajamo pozitivni. Še kakšna drugo vprašanje? Prav, potem pa jaz mislim, da lahko zaključimo.
Seveda, dobili boste še na mail, boste dobili tudi še sporočilo za medije, do druge zgodbe, za vsa vprašanja bodo tam tudi kontakti, tako da seveda nas kontaktirajte, če boste želeli še kakšne pojasnila, katerega izmed teh govorcev se lahko obrnete na kontakt ali pa direktno na govorce. No. To je to, hvala lepa še enkrat. Še eno zaključno besedo, če smem. Aha, prav. Danes smo slišali zelo veliko dobrih zgodb. Jaz bi ob koncu želel podati 3 apele. Na podlagi tudi vprašanj, ki smo jih strani novinarjev dobili. Prvi apel je vsem podjetnikom, vsem podjetnim ljudem, naj v naslednjem obdobju čim bolj širijo dobre zgodbe. Ker dobre zgodbe širijo dobra dejanja. Mi smo jih izbrali kar nekaj, vem pa iz izkušenj v zadnjem letu, da je tam ogromna večina zgodb na terenu, predvsem v lokalnih okoljih, ki jih podjetniki tudi zaradi tega, ker so včasih malce sramežljivi do javnosti ali kaj podobnega, ne širijo. Naj jih širijo po svojih kanalih, naj povedo, kakšna dobra dela so storili vsi podjetni ljudje, kajti naslednje mesece bomo tako bistveno lažje preživeli. Drugi apel bi glede na aktualne razmere podal vsem podjetjem in zaposlenim, apel seveda v imenu SBC, da se v teh dneh maksimalno držijo ukrepov za zajezitev širitve virusa, tako na delovnem mestu, kot doma in drugje v svojem prostem času. Nihče si ne želi 3. vala epidemije v januarju, praznike lahko preživimo mirno in tudi odgovorno. In tretji apel, ki je malce v ozadju in je verjetno največja tragedija, ki se je zgodila v zadnjih nekaj mesecih. Maksimalno je treba poskrbeti za stanovalce domov za starejše občane. Slovenija izstopa po okužbah v teh domovih. Je skoraj 50% stanovalcev okuženih ali bilo okuženih, kar 50% tragičnih smrtnih žrtev zaradi in za COVID-om je iz domov, pa pomenijo le dober odstotek prebivalstva. Naša skupna dolžnost je, da se držimo ukrepov tudi zaradi njih. Dolžnost pristojnih pa je, da pomagajo zaposlenim v domovih z boljšo organizacijo in hitrimi testi zavarovati njihova življenja. S tem bomo razbremenili tudi bolnišnice in omogočili to, kar se vsi skupaj želimo, omilitev ukrepov tudi za gospodarstvo. Želimo vam, da v novo leto vstopimo vsi s čim več navdiha in čim več optimizma. To je tisto, kar bomo vsi poleg zdravja najbolj potrebovali. Srečno! Srečno vsem, nasvidenje! Srečno, hvala.